The Genai Group has ranked as one of the most innovative and fastest growing players on the European energy market. We are presenting possibilities for the transition to a carbon-free society in the framework of our products and services. Renewable sources, e-mobility, demand response, efficient energy consumption, digitalization, and electrification of everything represent the future of a carbon-free society. Genai. Smart energy for a better future. Lep pozdrav vsem skupaj in dobrodošli na predstavitvi GEN-I. Danes sem v vaši družbi Dona Polin, sodelavka za razvoj kadrov. Z mano pa sta tudi sodelavca Žana Vilhar, prav tako sodelavka za razvoj kadrov, in Domen Nachtigal, čezmejni trgovec. O čem bomo danes govorili? Govorili bomo o tem, kdo smo GEN-I in s čim se ukvarjamo, kaj nas dela posebne in v čem smo najboljši, in kako potem v svoje vrste vabimo najboljše. Žana bo na kratko orisala tudi to, kaj nas pri kandidatih pritegne. Domen pa bo potem nadaljeval s tem, kje in kako trgujemo z energenti, nam povedal, kaj je z norimi cenami energentov in kaj nas še čaka, in nam opisal, kako izgleda tipičen dan sodelavca v oddelku za trgovanje. Kratek disclaimer tukaj, da bomo morda v nadaljnje uporabljali izraz trgovec oziroma trader namesto sodelavca v oddelku za trgovanje. Tako, zdaj pa predajam besedo tebi, Žana, izvoli. Dona, hvala za tvoje uvodne besede. Skupina GEN-I je ena najhitreje rastočih in inovativnih družb na evropskem energetskem trgu, ki lahko svojim partnerjem ponudi najbolj napredne storitve na področju trgovanja, prodaje in odkupa energentov. Kot eden vodilnih predstavnikov energetske industrije se zavedamo družbene odgovornosti in svoje poslanstvo vidimo v uresničevanju novih rešitev za trajnostni način življenja. Skupina GEN-I sledi 3 ključnim stebrom poslovanja. Trgovanje, kjer uporabljamo napredne trgovalne storitve, imamo centralno vodeno trgovalno infrastrukturo in smo močno povezani z lokalnimi trgi. Poleg trgovanja je naš fokus tudi dobava električne energije in plina gospodinjskim ter poslovnim odjemalcem. Smo vodilni dobavitelj energije v Sloveniji. Seveda sta trgovanje in dobava končnim odjemalcem temelj našega poslovanja, vendar smo vseeno usmerjeni tudi v napredne storitve, s katerimi gradimo zeleno kulturo. To je naš 3. steber poslovanja. Smo namreč prvi ponudnik naprednih energetskih storitev. Na področju trgovanja poslujemo v več kot 22 državah. Prisotni smo na 21 regionalnih energetskih borzah, vse bolj pa smo vključeni tudi na razvitih vzhodnoevropskih energetskih trgih. Več o samem področju trgovanja bova v nadaljevanju naslovila tudi z Domnom. Smo novinci, preobraženi v vodilnega dobavitelja. Smo največji slovenski dobavitelj električne energije končnim uporabnikom in drugi največji dobavitelj zemeljskega plina v Sloveniji. Ko govorimo o naprednih energetskih storitvah, govorimo o našem paradnem konju, podjetju GEN-I Sonce. V času od pričetka poslovanja smo postavili že 2000 sončnih elektrarn na ključ. S tem smo tudi največji ponudnik samooskrbnih rešitev pri nas. In tudi tukaj smo vodilni na področju digitalizacije in zelenih tehnologij. Začeli smo kot klasično energetsko podjetje, kot klasičen dobavitelj za dobavo električne energije in plina. Ampak nič na nas ni več klasično. V želji po uresničevanju naše zelene zaveze vidimo prihodnost razogljičeno in v poslanstvu uresničujemo naše cilje preko inovativnih energetskih storitev za samooskrbo. Naš najbolj razširjen produkt, ki ga poznate, so mikrosončne elektrarne na ključ. V prihodnosti si namreč želimo te inovativne rešitve še bolj učinkovito in sistematično povezati in skleniti krog v smislu samooskrbe. Usmerjeni smo v zeleno prihodnost
in uresničujemo zeleno zavezo. Smo družba, ki narekuje preobrazbo iz fosilnih goriv, ogljikovega dioksida, intenzivnosti osnaževanja, centralizirane energije v obnovljive vire, trajnostno, učinkovito, čisto in centralizirano ter razpršeno energijo za vsakogar. Kot eden vodilnih igralcev na trgu se zavedamo odgovornosti. Naše poslanstvo je, da hitro in odločno stopamo v korak s časom in da se kar se da hitro preidemo na obnovljive vire. Smo družba, ki se neprestano krepi tudi na kadrovskem področju in v svoje vrste vedno vabimo najboljše. Naša družba smo ljudje in vrhunski tim genialcev je v letu 2020 okrepil 117 novih sodelavcev. In drži, vodilo naše kadrovske strategije in vseh razvojnih kadrovskih projektov je sodelovanje, povezovanje, multidisciplinarnost ekip, spodbujanje in kreiranje inovacij, prepoznavanje potencialov in oblikovanje profilov prihodnosti. Med 594 genialci najdemo 325 moških in 326 žensk. Naša povprečna starost pa je nizka, 33 let. Kot sem omenila, geniji smo ljudje in vsi živimo skupne vrednote. Preko vrednot vsako leto nominiramo, glasujemo in izbiramo tiste sodelavce, ki jih najbolje živijo in odražajo pri svojem delu. Vrednote predstavljajo prioritete našega podjetja, podpirajo našo vizijo in pomagajo oblikovati našo kulturo. Naš nabor vrednot je v spremenljivem okolju hitrih tehnoloških, okoljskih in družbenih sprememb naša stalnica. So vedenja in tradicije, ki bistvo GEN-I identitete predstavljajo naša načela, prepričanja in filozofijo ter so tisto, kar nas povezuje in združuje. Za svoje zaposlene in širšo družbo skrbimo z različnimi aktivnostmi. Eno naših najpomembnejših vodil je skrb za zeleno prihodnost. To počnemo tudi s 3 močnimi pobudami, v okviru katerih se sprejemajo odločitve in izvajajo akcije, ki osmišljajo trajnostno noto. Projekt urbanega vrtičkarstva se izvaja na naših obdelovalnih površinah, kjer bo stala tudi nova poslovna stavba. V urbano vrtičkarstvo je aktivno vključenih 25 sodelavcev. Zeleni onboarding je program, ki spodbuja zeleno miselnost in trajnostni razvoj na GEN-I. Spodbuja multidisciplinarnost ekip ter delo na razvojnih projektih, ki so inovativni, kreativni in zeleni. Tretje področje, ki se mu posvečamo in s katerim skrbimo za zmanjšan ogljični odtis, pa so naša električna vozila. Skupaj imamo 55 električnih vozil, 5 e-skuterjev in 10 e-koles, kar zaenkrat še vedno predstavlja enega največjih električnih korporativnih voznih parkov v Sloveniji. Skrbimo tudi za osebni razvoj in profesionalni razvoj naših zaposlenih. GEN-I dialog je orodje, ki nam omogoča učinkovito sledenje zastavljenim ciljem, ciljno vodenje in spodbuja pogovor med zaposlenim ter vodjo. Združuje 3 veje. Na eni strani osebne cilje in ključne rezultate oziroma OKR-je. To so cilji, ki jih vsak zaposleni v družbi s pomočjo vodje postavi v začetku vsakega kvartala. Druga veja je osebna uspešnost. To je pogovor med vodjo in zaposlenim, v katerem skupaj ovrednotita in ocenita dosežke v preteklem obdobju. Tretja veja pa je razvojni razgovor
je pogovor med vodjo in zaposlenim, v katerem zaposleni naslavlja želje o razvoju in nadaljnji karierni poti. Za zdravje in dobro počutje zaposlenih skrbimo na 2 načina. Športno društvo GEN-I šteje že 300 članov. Združeni so v 18 sekcij, vse od fitnesa do plezanja, pa pohodništva in plesa. Športno društvo je tisto, ki nam je v letošnjem letu med drugim omogočilo celo tečaj potapljanja in tečaj za voditelja čolna. Torej, športno društvo skrbi za naše telo. Za naše psihično ravnovesje pa skrbimo s psihološko odpornostjo, ki smo jo v obliki 5-tedenskega programa spoznali s Saro Isakovič. Osvojili smo zavedanje dihanja kot temelj psihološke odpornosti, zavedanje misli in čustev, telesa, navad ter obnašanja in vizualizacije. Sodelavce v GEN-I smo podprli tudi s programom psihološkega blagostanja. Izbrali smo 3 različne individualne in en skupinski pristop vzdrževanja psihološkega blagostanja. In kje sedaj prepoznamo vas? Ste mogoče drzni traderji, ki želite trgovati na evropskih trgih z električno energijo, plinom, emisijami in drugimi energenti, spremljati globalne novice in trge, pripravljati fundamentalno in tehnično analizo ali oblikovati trgovalne strategije in jih celo izvajati? Ali pa ste morda nadobudni analitiki, ki prave izzive iščejo v sodelovanju pri razvoju kvantitativnih trgovalnih strategij in algoritmov na področju energetskih trgov? Vas morda pritegne razvoj okolja za testiranje kvantitativnih trgovalnih strategij ali razvoj orodij za podporo pri odločanju na področju trgovanja, mogoče pa celo implementacija metod strojnega učenja in umetne inteligence v procese trgovanja. Prepričani smo, da so talenti prihodnosti izrazito značajsko in osebnostno odprti, željni medsebojnega sodelovanja in povezovanja znotraj številnih projektov ter področij in sposobni hitrega prilagajanja dinamičnim razmeram organizacijskih struktur. Aktivno se promoviramo kot podjetje, kjer ni dovolj samo delo in osebnostna rast. Pomemben je učinek, ki ga pustiš v širši družbi. S to mislijo zaključujem kako svojo predstavitev in pa vabim Domna, da ga povprašamo kaj več o trgovanju. Domen, pozdravljen. Zdravo, živijo. Nam lahko poveš kaj več o tem sploh, kaj je trgovanje? S čim trgujemo in kje trgujemo? Najboljš, da začnem kar z neko osnovno definicijo trgovanja, ne, in sicer gre za dejavnost nakupa oziroma prodaje blaga oziroma neke storitve. V našem konkretnem primeru gre za nakup oziroma prodajo energentov, ne, se pravi elektrike, plina. Zdaj, osnovna ideja trgovanja je, da kupiš nizko oziroma poceni, ne, in prodaš visoko oziroma drago. To je seveda idealen scenarij, za katerega se trudimo, da se čim večkrat uresniči. Vedno žal ne gre, ne. Bi pa mogoče že na tej točki samo na hitro omenil, da je za trgovca izjemno pomembno, da zna odreagirati v primeru, ko se stvari ne odvijajo tako, kot si je zamislil, ne. In tukaj se ločijo res uspešni trgovci od neuspešnih, ne. Okej, s čim trgujemo? Trgujemo z elektriko, s plinom, z emisijskimi kuponi, z nafto in premogom. Naš glavni energent je elektrika, tukaj smo najmočnejši, imamo izjemno dobro razvito infrastrukturo, ki nam omogoča, da trgujemo dobesedno od Turčije pa do Francije in Nemčije. Sledi potem plin, kjer tudi postajamo čedalje močnejši, krepimo se kadrovsko, krepimo se tudi na področju analitike. Čedalje pomembnejši so pa tudi emisijski kuponi, ne. To je pa nek produkt, ki je v zadnjih letih postal izjemno privlačen, predstavlja nek temeljni kamen
politike Evropske unije na področju okolja, te zelene brezogljične prihodnosti. Tako da tudi tukaj krepimo svojo prisotnost na trgih, vidimo velik potencial za prihodnost. Morda na kratko še, kje trgujemo. Trgujemo v bistvu tako na borzah, prisotni smo na večini pomembnejših energetskih borz v Evropi, od EEX-a v Nemčiji do ene najbolj znanih borz, se pravi ICE borza v Veliki Britaniji, potem smo prisotni tudi na Hupexu na Madžarskem, Cropex na Hrvaškem in podobno. Poleg tega pa trgujemo tudi ogromno bilateralno. To z drugimi besedami pomeni, da trgujemo tudi direktno s partnerji, kot so elektrarne, drugi dobavitelji električne energije, druge, v narekovajih, trading firme. Tako da imamo zelo močno razvejano mrežo partnerskih odnosov po celi Evropi, ki nam omogoča, da seveda izkoriščamo čim več priložnosti trgovalnih. Domen, katere oddelke imamo znotraj področja trgovanja in kako se sploh povezujejo z drugimi službami? Ja, v grobem lahko razdelimo trgovalne oddelke na 3 dele, in sicer na intraday oddelek, short-term oddelek in pa long-term oddelek. Intraday oddelek v bistvu trguje električno energijo, ki bo dobavljena v tekočem dnevu, se pravi, recimo trenutno intraday trgovci trgujejo električno energijo, ki bo dobavljena recimo danes ob 5. popoldne, 6. popoldne, Potem imamo short-term oddelek, ki pokriva oziroma trguje električno energijo, katere dobava se začne naslednji dan, pa se pravi trenutka sklenitve posla pa vse do enega meseca naprej. Potem imamo pa še long-term oddelek, ki pa pokriva trgovanje z električno energijo, katere dobava se začne, se pravi od enega meseca naprej pa do več let naprej, Tukaj gre predvsem za posle za naslednje koledarsko leto in naprej. Vsi ti oddelki tesno sodelujejo z analitiko. Mogoče še vsak oddelek malo na kratko opišem. Intraday oddelek predstavlja neko zadnjo varovalko. Primarna naloga tega oddelka je, da pravočasno zapre pozicije. Kaj to v praksi pomeni? To pomeni, da poskrbi, da toliko energije, kot jo kupimo v neki državi in jo posledično damo v električno omrežje, da se toliko električne energije tudi potem proda oziroma vzame iz omrežja. Temu rečemo mi balansiranje pozicije, in seveda, če ne uspejo ta naš intraday oddelek zbalansirati pozicije, potem ogrožamo električno omrežje in zaradi tega potem tudi dobivamo visoke kazni strani sistemskega operaterja. Samo za informacijo, recimo v Sloveniji je ta sistemski operater Eles. Cene na intraday trgu so pogosto zelo volatilne. Tukaj samo en primer iz preteklosti, kako je električna energija v parih urah dobesedno zrasla iz 100 evrov na 500 evrov. To je primer nemške elektrike. Mogoče samo za informacijo, Nemci imajo velik del proizvodnje električne energije, velik del te njihove proizvodnje električne energije temelji na obnovljivih virih, še posebej na vetru, in če vetra seveda ni, morajo električno energijo uvažati in to povzroči seveda skokovito rast cene, kar tudi vidimo na temle grafu. Če gremo naprej, pridemo potem na short-term oddelek. Short-term oddelek zelo tesno sodeluje z analitsko ekipo in na podlagi fundamentov, kot so recimo veter, padavine, temperature, obnovljivi viri, sama poraba električne energije v posamezni državi, oceni, kater trg bo naslednji dan, teden višji in kateri nižji, se pravi, govorimo o cenah. Na podlagi tega pa potem kupijo te čezmejne prenosne kapacitete in v narekovajih zapeljejo električno energijo idealno iz te najcenejše države v najdražjo državo. Potem pa pridemo še na long-term oddelek. Tukaj pa seveda, tako kot sem že prej omenil, gre bolj za trgovanje dolgoročnih produktov. Ta oddelek trguje poleg električne energije tudi druge energente, kot so emisijski kuponi, nafta, tudi plin. In tudi tukaj je zelo veliko sodelovanja s samo analitiko. Analitika pripravlja dolgoročne cenovne napovedi na podlagi geopolitične situacije, se pravi, analitika spremlja, ali je planirano, da se bo v prihodnosti kakšna elektrarna
zaprla, potem se spremlja korelacije med posameznimi energenti, obveščajo nas o kakšnih novostih, tako da smo trgovci ves čas seznanjeni, ne, s tem, kaj se dogaja na posameznih trgih. Okay. Za vse tiste nadobudne traderje nam lahko na hitro predstaviš en dan traderja, kako sploh to izgleda pri vas? Ja, to je precej odvisno od tega, na katerem oddelku trgovec dela, ampak vsak trgovec ima nek svoj ritual, ampak ja, so neke stične točke skupne vsem. Vedno, ko se pride v službo, se najprej pogleda, kakšno pozicijo ima posamezen trader, se pravi, pogleda, koliko električne energije ima v posamezni državi. Potem se vedno pogleda, kaj se je dogajalo čez noč, ne, se pravi na globalnih trgih. Se pravi, nafta recimo se trguje dobesedno ves čas, razen za vikende ne, pogledamo, kaj se je dogajalo čez noč. Potem se pa vedno prebere še relevantne novice in naredi nek dnevni načrt. Potem pa bolj kot ne se ta načrt proba uresničiti, ne, kar izgleda tako, da trguješ, kupuješ, prodajaš, iščeš priložnosti. Ampak vedno je treba najprej izvesti neko pripravo na dan. Okay. Domen, hvala. Nekaj si že omenil nemški trg. A lahko pokomentiraš kaj več o sami rasti cen na trgu energentov nasploh? Kaj se napoveduje za naslednje leto, 2, mogoče 5, 10? Ja, zelo dobro vprašanje. Letošnja strma rast cene energentov je posledica večjega števila dejavnikov. Eden izmed glavnih dejavnikov je sigurno okrevanje gospodarstva po koncu tako imenovanih lockdownov, ne, ki je za seboj potegnilo večje povpraševanje po energentih. K temu moramo dodati še precej neugodno vreme oziroma brezvetrje v Evropi, ki je poskrbelo, da je bilo letos izjemno malo električne energije proizvedene iz obnovljivih virov. Tako da pridemo v situacijo, ko imamo na eni strani zaradi gospodarskega okrevanja večje povpraševanje, zaradi slabih vremenskih pogojev pa na drugi strani manjšo ponudbo. Posledično je treba to povečanje potreb po električni energiji reševati, se pravi s plinskimi in premogovnimi elektrarnami, še posebej s plinskimi. Plinske elektrarne pa za svoje delovanje rabijo plin, ki ga pa Evropska unija v večji meri uvaža iz tretjih držav, predvsem iz Rusije. Tukaj pa pač nastopi problem, ker Evropska unija ni edina, ne, ki potrebuje plin. Tudi azijske države s Kitajsko na čelu prav tako potrebujejo ogromno plina, tudi njihova gospodarstva okrevajo, ne, in pride do nekega tekmovanja glede tega, kdo bo dobil plin, kar seveda ceno plina požene v nebo. Kar se tiče samega napovedovanja cen v prihodnosti, še posebej kar se tiče napovedovanja za več let naprej, je pa to izjemno nehvaležna naloga. Nihče ne ve, kje bodo cene čez 2 leti, 5 let, 10 let. Lahko pa rečem, ne, da trg trenutno verjame, da se bodo cene spomladi 2022 umirile. To seveda ne pomeni, da bodo cene padle na nivoje, ki smo jih videli v letu 2022, ampak bodo pa občutno nižje, kot so sedaj. Se pa to seveda lahko zelo hitro spremeni. Nadaljnje gibanje cen energentov bo zelo odvisno od razvoja številnih dogodkov. Eden izmed pomembnejših je pa ta postopek odobritve Severnega toka 2, se pravi tega plinovoda iz Rusije v Evropo. Si pa lahko pogledamo, kako je rast cene električne energije izgledala oziroma še izgleda. Tukaj imamo pred sabo graf, kjer vidimo, da je lani od novembra pa do maja letos cena močno zrasla. Marsikdo je bil takrat mnenja, ne, se pravi, ko je bila cena nekje 68 €, to je cena, govorimo o ceni nemške elektrike, da je to, ne, in da bo cena padla. Tak premik seveda ni majhen, ampak kot vidimo, ne, zdajle pri naslednjem grafu, je bila cena v maju precej nizka, ne. Elektrika je bila dobesedno zelo poceni, ker vidimo, da je potem od maja do septembra električna energija zrasla še za dodatnih 60%. No, tukaj je bilo še več ljudi prepričanih, ne, da višje pa res ne gre, ampak vidimo naslednji graf, da gre višje. Ne, tako da smo imeli potem v oktobru dejansko ceno za nekaj trenutkov celo nad 180 €, kar je v primerjavi z lanskim novembrom 350% rast cene, ogromna rast. Cena se je takrat sicer malo umirila, ampak še vedno smo na zelo visokih nivojih. No, pa mogoče še to.
v zadnjem obdobju, v zadnjih mesecih je bilo v evropski politiki ogromno govora o tem, kaj je krivo za sunkovito rast cene energentov. Številni politiki so zato okrivili rast cene emisijskih kuponov. No, pa si poglejmo recimo, kako so v zadnjem letu se gibale cene emisijskih kuponov, plina in premoga. Tukaj vidimo, emisijski kuponi so zrasli 180%, plin je zrastel 430%, premog pa 250%. Tako da mislim, da lahko na podlagi videnega zaključimo, da je predstavljal in še vedno predstavlja glavni problem za evropsko energetiko, predvsem plin. Domen, hvala. Še ena stvar, pa ne da zanima samo mene, ampak verjamem, da tudi tiste, ki naj poslušajo. Kakšen mora biti po tvojem mnenju trgovec? Kakšna znanja potrebuje, da se nam lahko pridruži? Dobro vprašanje. Izjemno pomembno je, da se je oseba pripravljena učiti in delati, ker to je v bistvu edini način, da v tem poslu postaneš uspešen. Trgovanje je en tak posel, kjer v bistvu ne obstaja nek učbenik, ne obstaja neka šola, kjer bi 5 let se učil in bi bil potem pripravljen za trgovanje, tako da je zelo pomembno, da je oseba se pripravljena učiti, delati, da je zagnana, radovedna in tako seveda tudi postaneš uspešen trgovec. Poleg zagnanosti je seveda pomembna tudi disciplina. Trgovanje je zelo nepredvidljiv posel in disciplina je ključna. Pomembna je tudi odločnost, ker ko se stvari poklopijo, je treba narediti trade, posel, ni časa za neodločnost in dvom. Dober trgovec je pa seveda tudi prilagodljiv. Trgi se konstantno spreminjajo in bolj kot je oseba prilagodljiva, lažje na trgu prepozna neke nove trende. Kot zadnje pa si seveda želimo, da je trgovec ekipni igralec oziroma igralka. Trgovanje sigurno je na nek način tudi ekipni šport, in da ekipa beleži dobre rezultate, je zelo pomembno, da so odnosi dobri. Domen, hvala za tvoje odgovore. Jaz verjamem, da smo poslušalce navdušili nad tradingom. Vkolikor pa kogarkoli zanimajo tudi naša ostala delovna mesta, lahko sledi tele QR-kodi na naši strani, spremlja naše aktualne razpise. Pridružite se nam lahko tako v obliki poletnega pripravništva kot študentskega dela ali pa seveda redne zaposlitve. Hvala vsem, da ste vztrajali z nami do konca.